Dober dan, gospe in gospodje, cenjeni visoki gostje, dobrodošli na dogodku Posluj Slovenci in zmaguj. Lep pozdrav iz Nove Gorice tudi vsem, ki nas spremljajo po spletu. Današnji dan je namenjen podrobnejši predstavitvi včeraj ustanovljene slovenske globalne poslovne povezave in poglobljeni razpravi o podjetništvu z različnih vidikov, ki jih bodo osvetlili cenjeni govorci iz Slovenije in tujine. V ta namen smo pripravili 3 okrogle mize, na katerih bomo naslovili ključne teme, kot so izzivi podjetništva v luči geopolitike, tehnologije, financ in globalizacije. Razpravljali bomo tudi na temo ženskega podjetništva in investicijskih priložnosti v Sloveniji ter nenazadnje o mreženju med slovenskimi podjetniki. Današnji dogodek, ki je namenjen tudi predstavitvam podjetij in B2B srečanjem, nastaja v organizaciji Slovenskega deželnega gospodarskega združenja v sodelovanju s Svetovnim slovenskim kongresom, Spirit Slovenija in podporo Urada Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu ter zadružne Kraške banke Trst Gorica. K kratkemu uvodnemu nagovoru najprej vabim gospoda Štefana Bogdana Barenboima Šaleja, enega od ustanoviteljev slovenske globalne poslovne povezave. Prosim. Dobro dan, dobro jutro. Najprej bi vse goste pozdravil v imenu našega ministra in podpredsednika vlade. Se vsem zahvalil za prisotnost. Jaz sem iz tiste generacije, ki se je, ko sem bil 8 let star, drla po celjskih ulicah, Trst Gorica, naša je pravica. Tako da z velikim zadovoljstvom in čestitam Vladi Republike Slovenije, da je sprejela to, da smo danes v Gorici, da smo obe Gorice tukaj združene, da smo vsi Slovenci, ki nas je 500 000 po svetu, tukaj prišli iz vseh 5 kontinentov, in da bomo imeli to srečanje uspešno v smislu, da utrdimo bolj slovenskost po celem svetu, da se bolj povezujemo in jaz bi tudi se vsem podpornikom, tako v uradu, predvsem pa našim kolegam Kraški banki, zahvalil za sodelovanje, tudi občini Nova Gorica, vsem, da boljše sodelujemo. Predvsem bi pa tukaj pozdravil naše partnerje iz Trsta, Slovensko deželno gospodarsko združenje, ki je organizator, ki vodi vse to, da delamo naprej. Želim vam uspešen, delovn, zelo delovn dan, ker mi smo tudi tovariši in tovarišice, delavski razred, delavci tudi kot podjetniki delamo, tako da bomo na koncu imeli vsi lepe, ne samo lepe vtise, ampak tudi lepe rezultate in s tem bomo najlepše počastili našo lepo Slovenijo, ki praznuje naslednji dni, ima državni praznik. Lep dan vam želim in vse najboljše. Najlepša hvala. Najlepša hvala. V imenu organizatorjev današnjega dogodka k pozdravni besedi vabim tudi gospoda Fabija Pahorja, predsednika Slovenskega deželnega gospodarskega združenja. Prosim. Spoštovani minister za Slovence v zamejstvu po svetu in podpredsednik slovenske vlade Matej Arčon, spoštovani vsi visoki gostje, cenjene podjetnice, cenjeni podjetniki, drage rojakinje in dragi rojaki. Z velikim veseljem vas danes v imenu Slovenskega deželnega gospodarskega združenja pozdravljam na prvem javnem srečanju slovenske globalne poslovne povezave, ki smo ga organizirali v sodelovanju s Svetovnim slovenskim kongresom na pobudo Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Danes nas je res veliko v tej dvorani in zahvala gre najprej tistim, ki so nam pri tem pomagali. Mislim predvsem na Gospodarsko zbornico Severne Primorske in obrtno podjetniško zbornico Nove Gorice,
ki sta v imenu svojih zborničnih sistemov bistveno pripomogli k temu, da nas je danes tu toliko prisotnih. Zahvala gre seveda tudi tistim, ki so nas pri organizaciji podprli. Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, agenciji Spirit in zadružni Kraški banki Trst Gorica. Hvaležni za njuno prisotnost in sodelovanje smo tudi Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport ter Ministrstvu za zunanje zadeve. Dobili smo se v Novi Gorici, kjer bo v naslednjih dneh osrednji dogodek pobude Dobrodošli doma. Mesto vrtnic, med nami seveda pozdravljam župana Sama Turela, je bilo v letu, ko se čezmejno goriško somestje ponaša z naslovom Evropske prestolnice kulture, samoumevna izbira. Udeleženci, slovenski podjetniki in podjetnice iz 20 držav po svetu bodo v tem prostoru te dni lahko občutili utrip čezmejnosti, ki je za nas, Slovence na Primorskem, tako na slovenski kot na italijanski strani meje, del nas samih. Naše najnovejše, najosnovnejše biti. V letošnjem letu mi je bilo zaupano vodenje krovne organizacije podjetnikov in podjetnic Slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki bo naslednje leto slavila 80 let delovanja in ki je najstarejša, največja in najbolj strukturirana med organizacijami slovenskih podjetnikov izven meja naše matične domovine. Naša organiziranost je tudi razlog, zaradi katerega so nas ustanovitelji slovenske globalne poslovne povezave, dr. Štefan Bogdan Šalej, dr. Peter Kraljič in veleposlanik Aljaž Gosnar, prosili, da prevzamemo operativno mesto v okviru SGPP-ja in da skupno s vsemi ostalimi napravimo tisti korak naprej, da se bo genialna zamisel postopoma razvila v institucijo, ki bo članom naših organizacij realno omogočila medsebojno poslovanje ter ustvarila tudi poslovno povezavo med slovenskim gospodarstvom in organiziranimi gospodarskimi sredinami Slovencev po svetu. Za Slovensko deželno gospodarsko združenje predstavlja to zaupanje veliko čast, obenem pa tudi velik izziv, ki ga sprejemamo iz dveh razlogov. Našim članom želimo nuditi dodatno orodje za poslovanje v svetovnem merilu, toliko raje, če to pomeni, da bodo prvenstveno lahko delali z našimi rojaki po svetu. Če je prvi razlog predvsem poslovnega značaja, je drugi čustvene in narodnostne narave. Vsi smo najprej Slovenci in povezava je pomembna tudi zato, da bodo te dinamike lahko pripomogle k ohranjanju narodnostne istovetnosti. Kot primer naj navedem, da smo v teh letih v okviru povezave in za odločilno podporo Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu izvajali projekt delovne prakse v gospodarstvu, ko smo mlade pošiljali oziroma sprejemali na delovne prakse, da so se ustvarile dolgoročne vezi med matico in državami, v kateri smo Slovenci prisotni in aktivni. Projekt ni bil osredotočen samo na prakso v podjetjih v lasti Slovencev, pač pa tudi spoznavanju kulturnega okolja in širše organiziranosti rojakov po svetu. Za današnji dan smo si zamislili program, ki naj bi udeležencem prikazal potencial povezovanja slovenskih podjetnic in podjetnikov v okviru slovenske globalne poslovne povezave. Prepričan sem, da bomo danes odšli domov obogateni in pričakujem si, da bomo odnesli veliko sugestij za naše nadaljne delovanje. Predvsem pa bomo lahko spoznali veliko kolegov, podjetnikov in podjetnic in podpornih institucij in z njimi navezali stike. Zato se vam zahvaljujem za vašo udeležbo ter vas vabim,
in predvsem pozivam, da čim bolje izkoristite današnjo priložnost. Hvala lepa. Najlepša hvala. Z nami je tudi dr. Boris Pleskovič, predsednik Svetovnega slovenskega kongresa, ki ga vljudno vabim k pozdravnemu nagovoru. Dobar dan, lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bom kratek, zato da bo naši predavatelji, podjetniki imeli več časa. Zame ste vsi enako pomembni, ampak moram pa pozdraviti ministra Arčona in pa župana. Take konference, kot je ta, na tem smo mi več kot 20 let pionirji, Svetovni slovenski kongres. Jaz sem 30 let delal na Svetovni banki in sem bil polovico tega časa organiziral globalne konference, kjer je prišlo 700 do 1000 ljudi, enkrat v Tokiu, enkrat v Parizu, enkrat v Štokholmu, po celem svetu, v Beijingu. No, in potem sem dal idejo, da se to naredi tudi na Svetovnem slovenskem kongresu. V našem tajništvu imamo 2 tajnice pa enega tajnica in v začetkih je bilo strah, zdaj so pa boljši kot moj tim v Svetovni banki. Mi smo organizirali že 47 konferenc Slovencev iz tujine in iz doma. Ponavadi pride polovico iz tujine naših. Smo organizirali 12 konferenc slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov. Vsake 2 leti imamo konferenco znanstvenih gospodarstv in pa konferenco zdravnikov iz celega sveta, ker smo jih tudi 12 naredili. Vmes se pa jaz spomnim, več kot 15 let nazaj smo v tej dvorani imeli prvo konferenco glasbenikov, pa smo imeli tudi konferenco, 5 konferenc arhitektov, 1 novinarjev, praktično vseh strok. No, tako da jaz sem pa vesel, da je dr. Bogdan Šalej to gospodarske konference še razširil, je obudil vrsto slovensko-argentinskih, slovensko-kanadskih zbornic. Imamo slovensko-italijansko zbornico v zamejstvu, imamo tudi avstrijsko in tako naprej. In on je to razširil in sem zelo vesel, da se vas je danes tukaj toliko zbrali in upam, da bo konferenca zelo uspešna in ostanite do konca, da boste se kaj naučili. Hvala lepa. Najlepša hvala. Največje tradicionalno srečanje Slovencev iz zamejstva, izseljenstva in domovine Dobrodošli doma, v okviru katerega poteka tudi današnji dogodek, letos gosti Nova Gorica, Evropska prestolnica kulture. K pozdravu zato vabim gospoda Sama Turela, župana Mestne občine Nova Gorica. Prosim. Dobro jutro, spoštovani minister, dragi visoki gostje, podjetnice in podjetniki. Dovolite mi najprej, da vas prav lepo pozdravim in vam zaželim eno dobrodošlico v Novi Gorici, ki skupaj s sosednjo Gorico v letošnjem letu nosi častni naziv Evropske prestolnice kulture. Hkrati naj se organizatorjem zahvalim za to, da so prav Novo Gorico izbrali za to zelo pomembno srečanje, predvsem za prihodnost. Evropska prestolnica kulture, ki jo letos izvajamo skupaj s sosednjo Gorico, nosi slogan Pojdimo brezmejno. In ustanavljanje take pomembne povezave, kot se je zgodilo včeraj in zaradi česar smo pravzaprav danes tukaj, gre točno v tej smeri. Mi, ti 2 mesti, ki živita na območju, ki ga je v zadnjih 100 letih doletelo mnogo gorja, kjer je meja zarezala in razdelila dvorišča, razdelila svojce, razdelila prijatelje, v enem primeru na polovico presekala celo pokopališče. Skupnim projektom dokazujemo, da se kljub taki zgodovini da.
in da je samo v medsebojnem spoštovanju, sodelovanju in iskanju skupnih projektov pot naprej. Kar je zanimivo je, da je naš slogan Pojdimo brezmejno danes najbrž še bolj aktualen, kot je bil leta 2016, ko ste, Matej, začeli načrtovati ta projekt. Če se ozremo okrog sebe, se meje vse bolj dvigujejo in postavljajo, spori in konflikti nastajajo na samih mejah Evropske unije in drugod po svetu. Mi na nek način veslamo v nasprotno smer in skušamo dokazati, da se najprej skozi kulturo, ki je brezmejna in čezmejna, da sodelovati in da je samo v tej smeri mogoče načrtovati mir in neko stabilno in uspešno prihodnost. Jaz tej organizaciji Slovenski globalni poslovni povezavi želim, da bi v prihodnjih letih zrasla, da bi res prinesla sadove, da bi povezala Slovence v zamejstvu na tak način, kot so slovenske zamejske organizacije tu na drugi strani meje priskočile nam na pomoč pri organizaciji Evropske prestolnice kulture. Jaz vedno ponovim in za tem stojim, da brez vaše pomoči Evropske prestolnice kulture v taki obliki, kot jo imamo, prav gotovo ne bi bilo. Jaz vam želim uspešno delo, še naprej želim, da bi ta povezava obrodila sadove, povezala Slovence doma in v zamejstvu in na ta način okrepila njihovo in naše delovanje. Hkrati vas vabim, da nas, obe naše somestja, se pravi Novo Gorico in Gorico, obiščete tudi v prihodnje, ne samo v letu Evropske prestolnice kulture in vam hkrati kličem dobrodošli doma. Srečno. Najlepša hvala, gospod župan. Z nami je tudi gospod Primož Černic, predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica, ki ga vljudno vabim k pozdravnemu nagovoru. Lep dober dan, spoštovane podjetnice, podjetniki, dragi rojaki vseh koncev sveta, cenjeni visoki gostje. V imenu obrtno-podjetniške zbornice in območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica vas iskreno pozdravljam na današnjem srečanju slovenskih podjetnikov po svetu. Zelo sem počaščen, da lahko kot predsednik zbornice nagovorim tako navdihujočo skupino Slovencev, ki ste svojo podjetniško pot našli v najrazličnejših državah, a ostajate povezani z domovino, z jezikom, s kulturo in danes tudi drug z drugim. V naši zbornici že več desetletij podpiramo lokalne obrtnike in podjetnike, a hkrati dobro vemo, da podjetništvo danes ne pozna več meja. Zato si prizadevamo za odprtost, povezovanje, izmenjavo znanj in iskanje sinergij med domačim in mednarodnim okoljem. Ravno tukaj na Goriškem še posebej to močno čutimo. Živimo v obmejnem prostoru, kjer se vsak dan srečujejo različni jeziki, kulture, navade in tudi podjetniške prakse. Tukaj povezovanje ni le geslo, temveč način življenja. Prav zato vidim velik pomen v sodelovanju tudi z vami, s slovenskimi podjetniki po svetu. Zavedamo se, kako dragocene so vaše izkušnje iz tujine. Kako pomembno je, da se slišimo, razumemo in povežemo v poslovnem smislu. Današnje srečanje je korak v to smer. Zato z veseljem izpostavljam tudi naše čezmejne in mednarodne povezave, na katere smo v naši območni obrtno-podjetniški zbornici zelo ponosni. Dejavno sodelujemo s partnerskimi organizacijami, kot so Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Trsta, s katerim skupaj gradimo projekte in prostor dialoga, Slovenska gospodarska zveza iz Celovca, s katero nas povezuje želja po krepitvi gospodarske vloge Slovencev v Avstriji in širše. Ta partnerstva niso le formalna, temeljijo na zaupanju, na skupnih vrednotah in, kar je najpomembnejše, na konkretnih rezultatih. Od mreženja podjetij do evropskih projektov, usposabljanj in izmenjave dobrih praks.
Prepričan sem, da imamo kot skupnost, domači in zamejski podjetniki, pa tudi vi, ki delujete po svetu, ogromno skupnega potencijala. Današnji dogodek nam bo priložnost, da to še bolj začutimo, da okrepimo vezi in morda zastavimo tudi nova sodelovanja. Naj bo to srečanje navdih, ne le za pogovor, temveč tudi za konkretne pobude, povezave in projekte, ki bodo prispevali k skupnemu razvoju slovenskega podjetništva, ne glede na to, kje na svetu delujemo. Dobrodošli in hvala, da ostajate del skupne podjetniške zgodbe. Želim vam lep in uspešen dan. Hvala lepa. Hvala tudi vam, gospod Černic. K nagovoru vabim gospoda Kristjana Mugerlja, podpredsednika upravnega odbora Severno-Primorske gospodarske zbornice. Lepo pozdravljeni tudi v imenu Gospodarske zbornice Slovenije, Severno-Primorske gospodarske zbornice. Lep pozdrav vsem udeležencem današnjega srečanja. Že naši nonoti so prepoznali edinstvenost tega prostora. Obmejni prostor je bil vedno priložnost za poslovno sodelovanje, za trgovino in mislim, da Gospodarska zbornica, Severno-Primorska gospodarska zbornica nadaljuje s to njihovo idejo in krepi predvsem čezmejno sodelovanje. Jeseni bo tudi lansirana platforma Borderless Biz, kjer bomo praktično na eni platformi omogočili izmenjavo vseh pomembnih informacij, možnosti sodelovanja za vse podjetnike, ki pač želijo sodelovati preko te platforme. V imenu Severno-Primorske gospodarske zbornice vam želim še naprej lep dan, uspešno delo in da bi se čim več pomembnih poslovnih informacij, kot tudi mogoče novih spoznanstev razvilo skozi današnji dan. Hvala. Najlepša hvala. Virtualno se s pozdravom pridružuje tudi dr. Melita Gabrič, državna sekretarka na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Prosim. Spoštovani podpredsednik vlade, gospod Arčon, spoštovani župan občine Nova Gorica Turel, spoštovani državni sekretar Židan, spoštovani predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja Pahor, spoštovani predsednik Svetovnega slovenskega kongresa Pleskovič, spoštovano vodstvo GZS in vodstvo OZS, spoštovani predstavniki slovenskih poslovnih organizacij, spoštovani podjetnice in podjetniki. Veseli me, da ste se v okviru pobude Dobrodošli doma danes zbrali v Evropski prestolnici kulture Nova Gorica, Gorica. Današnji dogodek Posluj Slovenci in zmaguj povezuje Slovence in Slovenke po svetu na enem najpomembnejših področij za našo skupno blaginjo, na področju gospodarstva. Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve smo posebej zadovoljni za vzpostavitvijo platforme Slovenska globalna poslovna povezava, ki omogoča izmenjavo informacij o poslovnih priložnostih med Slovenci po svetu. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem idejnim pobudnikom projekta, dr. Štefanu Bogdanu Šaleju, dr. Petru Kraljiču in nekdanjemu veleposlaniku Aljažu Gosnarju za njihov trud in predanost. Naše ministrstvo je projekt prepoznalo kot zanimiv in ga tudi finančno podprlo. Najprej je nastal interaktivni zemljevid slovenskih podjetij za promocijo njihovih izdelkov in storitev. Kasneje smo podprli še širšo platformo Slovenska globalna poslovna povezava. Včerajšnja ustanovna skupščina je nov mejnik za še tesnejše povezovanje tujih poslovnih klubov in slovenskih podjetij. Veseli me, da vodenje platforme prevzema Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Trsta, ki se je v skoraj 8 desetletjih izkazalo kot odličen promotor čezmejnega podjetništva. Prepričana sem, da bo platforma pod novim vodstvom uspešna in da bo odpirala paleto novih gospodarskih priložnosti. Naše ministrstvo bo tudi v prihodnje po svojih najboljših močeh podpiralo tovrstne pobude. Zamejce in izseljence podpiramo že skozi naše osnovne naloge, predvsem prek mreže diplomatsko-konzularnih predstavništev. V sodelovanju z njimi lahko poslovni klubi in podjetja organizirate različne gospodarske,
kulturne in znanstvene dogodke. Kljub omejenim virom lahko takšne dogodke in projekte podpiramo tudi v tujini, če so izvedeni prek slovensko-diplomatskih konzularnih predstavništev. Na ministrstvu spodbujamo različne oblike povezovanja, ki omogočajo izmenjavo informacij, ohranjanje in krepitev slovenske identitete, stik z domovino ter odkrivanje novih poslovnih priložnosti in prijateljstev. V času geopolitičnih sprememb je takšno sodelovanje še toliko pomembnejše. Verjamem, da bodo Slovenci in Slovenke v tujini prispevali k prepoznavanju novih izzivov in priložnosti za slovensko gospodarstvo. Zahvaljujem se vsem, ki prispevate k povezovanju Slovencev in Slovenk po svetu in vam želim uspešen dogodek. K besedi vljudno vabim tudi gospoda ministra Mateja Arčona, podpredsednika Vlade Republike Slovenije in ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu. Spoštovane in spoštovani, dragi župan in ostali visoki gostje, prisrčen pozdrav. Moram reči, da sem zelo zadovoljen, da sem doma in da se dogodki ob prireditvah Dobrodošli doma odvijajo tukaj v Novi Gorici, kot je župan omenil in orisal. In da smo vse dogodke našega urada, 30 dogodkov, preselili tu na Goriško, z enim samim namenom, prvič, da obogatimo Evropsko prestolnico kulture s programom in hkrati, da opozorimo na naše delo in na poslanstvo, ki ga imate Slovenci, ki živite v zamejstvu in po svetu skozi različna področja. In eno od pomembnejših področij je tudi gospodarsko povezovanje in sodelovanje in ta moram reči, da je tudi en od ključnih stebrov celotnega našega praznovanja Dobrodošli doma. Zato se iskreno zahvaljujem resnično, da ste se povezali in združili moči, da se povežemo v, bom rekel, celotno mrežo, da se najdemo, poiščemo in vidimo poslovne priložnosti, ki jih Slovenci imamo po svetu, ki jih seveda ni malo. Ko gledam nazaj na našo prehojeno pot v zadnjih letih, moram reči, da je bilo naše vodilo povezovanje in medsebojno sodelovanje. Zato en bolj pomembnih korakov, ki smo jih naredili, je ta, da smo vse gospodarske zamejske organizacije povezali v enotno združenje, jim zrihtali šolde, da dejansko začnejo delati tisto, kar je bilo že prej povedano od organizatorjev Slovenske globalne poslovne povezave in Slovenskega kongresa. Se pravi, da smo dali pod eno streho z finančno podporo celoten potencial, ki ga Slovenci imamo. In če greste po svetu, je zagotoven tak lep občutek, tudi če si na drugem koncu sveta, da slečeš nekaj Slovenca in da spregovoriš slovensko. In če ta občutek preselimo na to poslovno sodelovanje, tudi nekje, ki si sploh ne mislimo, da bi lahko poslovno sodelovali in da imamo možnosti te stike, da si Slovenci odpiramo drugemu vrata, je to ena velika dragocenost. In to kaže na našo povezanost, na našo medsebojno sodelovanje, zavedanje in Slovenci smo v svetovnem merilu, si upam trditi, kar govorim z veleposlaniki, ena bolj organiziranih držav, ki pomaga svojim rojakom v zamejstvu in po svetu. To nam marsikateri tudi prizna ali tudi zavida, ampak mi moramo biti ponosni na to, da smo mlada država, da smo uspešna država, da bomo na našo državo moramo biti ponosni, predvsem tudi v tem času, v juniju, ko praznujemo svoj 34. Rojstni dan in da moramo jo imeti radi in spoštovati. In ta dogodek in vsi dogodki, ki se bodo odvili tudi v nedeljo, ste vljudno vabljeni naš osrednji dogodek na Bevkovem trgu v Novi Gorici, kjer se bomo združili Slovenci iz domovine, zamejstva in sveta in bomo vsem pokazali, kako brezmejna in kako velika je Slovenija. Hvala lepa vsem, ki ste danes, želim prijeten in uspešen dan. Srečno!
Najlepša hvala, minister, in najlepša hvala vsem govorcem.